Lepo pozdravljeni ljubitelji folklorne dediščine in dobrodošli na srečanju otroških in odraslih folklornih skupin. Poseben pozdrav tudi vsem sodelujočim skupinam, mentorjem, spremljevalcem, ravnateljem in ravnateljicam osnovnih šol, predstavnikom lokalnih skupnosti in vodji izpostave Pesnica. Prav tako pa velja pozdrav tudi sorodnikom naših plesalcev. Skratka vsem, ki ste danes z nami na tem prijetnem dogodku. To je poseben trenutek, ko se na enem mestu združujejo različne generacije, skupna ljubezen do tradicije ter bogata kulturna dediščina, ki jo s ponosom ohranjamo in prenašamo naprej. Skupine, ki se bodo danes predstavile, prihajajo iz izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Pesnica in Ruše. Predstavile se bodo 4 otroške folklorne skupine, ki jih bo po strokovni plati spremljal gospod Tadej Teran, ki ga prav tako lepo pozdravljamo. In pa 3 odrasle folklorne skupine, ki jih bo po strokovni plati spremljala gospa Vesna Klavžar. Gospa Klavžar, tudi vam namenjamo prav prisrčen pozdrav. Večina ljudi misli, da je folklora le plesanje starejših plesov. Vendar je folklora mnogo več. Je petje ljudskih pesmi, prikaz šeg in navad, prikaz iger, ki so se jih otroci igrali nekoč. Pomembno je ohranjati običaje iz preteklosti in prav to počno mladi folklorniki in folklornice, ki se nam bodo danes predstavili. Skrbijo, da običaji, igre, plesi in pesmi nikoli ne bodo potonili v pozabo. Prva skupina prihaja iz osnovne šole Sladki Vrh, občina Šentilj. Otroško folklorno skupino osnovno šolo Sladki Vrh sestavlja 12 učencev iz 2. in 3. razreda. Skozi redne tedenske vaje učenci razvijajo občutek za ritem, sodelovanje in pripadnost skupini, hkrati pa spoznavajo običaje, folklorne kostume in pesmi naših prednikov. Želijo, da se ljudsko izročilo ohranja še naprej in so veseli, da lahko širijo bogato slovensko kulturno dediščino med vse nas. Folklorna skupina osnovne šole Sladki Vrh tako ni le del kulturnega programa šole, temveč pomemben most med preteklostjo in sedanjostjo ter dokaz, da tradicija v sodobnem času še vedno živi. Folklorni splet, ki ga bomo videli, nosi naslov Sem deklica, mlada, vesela. Splet se začne zelo živahno in razigrano. Na oder najprej priplešajo deklice in zapojejo Sem deklica, mlada, vesela. Ob tem pa lahkotno zaplešajo v krogu. Skozi igro izštejejo lepo Anko, ki si lahko izbira soplesalca. Pridružijo se jim fantje, ki se ruvajo za lepo Anko, izbere pa jo najbolj glasen fant, s katerim ponosno zapleše v sredini kroga. Kmalu drugi fant zahteva menjavo parov, da bi dokazal svojo moč. Sledi igrivi peteljini boj, v katerem premaga najšibkejšega tekmeca, pa prevzame lepo Anko, nato pa vsi skupaj zaplešajo rašplo. Nenadoma tretji fant glasno zakliče, da je čas za novo menjavo parov. Z izštevanko Matija Mataja izšteje samega sebe in si resnično želi zaplesati z lepo Anko. Anka mu nagajivo pobegne, Anej pa ves potrt odhiti za njo. Ostali mu hudomušno zapojejo, psiček nima repa več in se mu tudi posmehujejo. Zagode jim jo harmonikaš in jih pomeče po tleh. Čez nekaj trenutkov se sramežljiv mladenič in lepa Anka vrneta z nasmehom in s prstanom na rokah kot mladoporočenca. Vsi jo veselo sprejmejo in splet se zaključi v skupni radosti ob pesmi Mi se imamo radi.
Mentorica skupine ter avtorica koreografije in glasbene priredbe je Jasna Horvat. Pa naj se danes ples začne. Cajtnike bere pa fajfo kadi. Moja je. Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Lepa Anka kolo vodi, lepa Anka kolo vodi, lepa Anka kolo vodi, lepa Anka kolo vodi. Kolo vodi, govori, kolo vodi, govori, kolo vodi i govori, kolo vodi i govori. Mili Bože, a sam lepa, mili Bože, a sam lepa, mili Bože, a sam lepa, mili Bože, a sam lepa. Zamenjajmo pare!
Folklorna skupina osnovne šole Lovrenc na Pohorju združuje kar 36 plesalk od 2. do 9. razreda, ki jih povezuje ljubezen do ljudskega izročila, petja in plesa. Skupina je živahna, raznolika in polna energije. Ohranjajo bogato kulturno dediščino ter jo prenašajo v sodobni čas. Dekleta se učijo sodelovanja, medsebojne pomoči in spoštovanja tradicije. Folklorni splet, ki ga bomo videli, je postavljen v zunanji vaški prostor ob potoku, ker se v sončnem dnevu zberejo mlada dekleta in deklice. Nekatere pridejo k vodi zaradi igre, zaradi druženja, druge pa seboj prinesejo košare perila, saj jih čaka vsakdanje opravilo pranje. Ob sproščenem petju, smehu in šumenju vode začnejo dekleta prati perilo in ga spirati v potoku. Pranje perila tako predstavlja rdečo nit celotnega spleta in prikazuje preprost, a pomemben del nekdanjega vsakdana na vasi. Ko pa je delo opravljeno, se razpoloženje spremeni v bolj igrivo. Ko je delo pri potoku končano, ostane v spominu podoba preprostega vaškega življenja, prepletenega z delom, igro in plesom. Koreografija nosi naslov Včasih je luštno bilo. Mentorici skupine in avtorici koreografije sta Natalija Kraner in Sara Kraner, avtor glasbene priredbe pa Rene Črešnar. Na oder vabim folklorno skupino osnovne šole Lovrenc na Pohorju. Zajela,
Ja, res prav veselo je gledati te mlade obraze, mlade folklornike in če bo tako naprej, potem folklorna dejavnost res hitro ne bo šla v pozabo. Otroška folklorna skupina Osnovne šole Jakobski Dol iz občine Pesnica združuje 24 plesalk in plesalcev starih od 6 do 12 let, ki skozi igro, pesem in ples spoznavajo slovensko ljudsko izročilo ter ohranjajo tradicijo domačega kraja. Ob spoznavanju plesnega izročila zelo uživajo in zato tudi izredno radi zaplešajo tako v šoli kot tudi v domačem kraju. V današnjem spletu, ki nosi naslov Na vasi je veselo, bodo zaplesali razigrano Kosmatačo in Veseli Sotiš, vse skupaj pa povezali z Števanko in ljudsko pesmijo. Njihov nastop prikazuje preprosto vaško veselje, kjer se prepletajo otroška igrivost, pesem in ples. Mentorica in avtorica koreografije je Štefka Kocjan, avtorica glasbene priredbe pa Viktorija Januš. Folklorna skupina Osnovne šole Jakobski Dol. Ker imam te rada. Zato, ker si moj prijatelj.
In kot zadnja med otroškimi skupinami je na vrsti folklorna skupina Osnovne šole Janka Glazerja in vrtca Ruše. Že 22 let redno sodeluje na srečanjih otroških folklornih skupin. Skupino sestavljajo otroci iz vrtca in osnovne šole, s katerimi se enkrat tedensko srečujejo na vajah, polnih gibanja, glasbe in pristnega veselja. Skozi igro, ples in pesem raziskujejo kulturno izročilo ter ga približujejo sodobnemu otroškemu svetu. Tradicijo ne le ohranjajo, temveč jo doživljajo sproščeno, razigrano in z veliko mero radovednosti. Koreografija, ki jo bomo videli, nosi naslov En ten tenera in izhaja iz otroške izštevanke, ki postane rdeča nit dogajanja na odru. Otroci jo uporabljajo kot igro izbire. Z njo določajo, kdo bo izštel, kdo bo mižal in kdo bo ostal v igri. Izštevanka postopoma vključuje različne udeležence, ki jih otroci nagovorijo skozi gib in dogajanje. Koreografija temelji na preprostosti, a jasni zgodbi, ki poudarja otroško igro, domišljijo in medsebojno sodelovanje. Vse skupaj pa poteka sproščeno, igrivo in v ritmu izštevanke. Mentorici skupine sta Simona Waldhüter in Anita Vauch. Avtorica koreografije je Simona Waldhüter, avtor glasbene priredbe pa Miran Waldhüter Hitri. Zaplesala bo folklorna skupina Osnovne šole Janka Glazerja in vrtca Ruše. Bundacina, calvara, dimidis.
Mladi folklorniki in folklornice so danes svoje plese odplesali. Sledijo pa še odrasle skupine, ki vse po vrsti ohranjajo ljudsko izročilo. Z vsakim korakom in gibom bodo prikazovali preteklost, hkrati pa bogatile našo sedanjost. Naj vas popeljejo skozi različne koreografije, ki sestavljajo pestro kulturno podobo našega kraja. Folklorna skupina Korenine, Kuc, Svoboda, Bistrica ob Dravi je lansko leto praznovala že 40 let delovanja. Povprečna starost plesalk je 78 let. V njihovi skupini pa je tudi nekdanja plesalka, ki zaradi svoje starosti, stara je namreč 90 let, plesati več ne more, lahko pa še skupino spremlja na bajs. Člani skupine plešajo plese iz različnih koncev Slovenije, prepevajo ljudske in narodno-zabavne pesmi, občasno zapojajo tudi kakšno avtorsko skladbo ter zaigrajo na domača glasbila. Predvsem pa z veliko predanostjo uživajo v ohranjanju in prenašanju slovenskega ljudskega petja in plesa. V štajerskem spletu bomo videli mlinček, rašplo, veselo polkico, slišali pa tudi pesem En hribček bom kupil. Mentorica skupine in avtorica koreografije je Ivanka Praprotnik. Avtorici glasbene priredbe Ivanka Praprotnik in Cvetka Hartman. Korenine, prepuščam vam oder.
Folklorna skupina Folklornega društva Lovrenc na Pohorju deluje že od ustanovitve leta 1979 in neprekinjeno v želji, da se ljudska plesna umetnost ohrani in postane trajna sestavina slovenske narodne kulture. V letih, odkar obstajajo, se je zvrstilo veliko dogodkov, malih in velikih sprememb, celo trdih preizkušenj, ki so oblikovali skupino. Njihovi uspehi so sad temeljitega dela in ljubezni do ljudskega izročila. Vse skozi so poudarjali pristnost ljudskih običajev, sproščenost plesalcev in zlasti natančnost in urejenost folklornih kostumov. V letu 2010 so izdelali izvirne lovrenške folklorne kostume iz začetka 20. stoletja po raziskavi gospe Marije Makarovič, s katerimi se bodo danes tudi predstavili v spletu z naslovom Ko Pohorc udari s peto. Splesi z območja Pohorja, ki so jih nekoč plesale naše babice in dedki ob različnih priložnostih. Mentor in avtor koreografije je Aljoša Vivat. Avtor glasbene priredbe je Rene Črešnar. Pa si poglejmo, kako izgledajo plesi z območja Pohorja s plesalci folklorne skupine Lovrenc na Pohorju. Življenje
Kot zadnja bo zaplesala folklorna skupina kulturnega društva Pavza iz Senice ob Dravi. Bila je ustanovljena oktobra leta 2022 in deluje kot ena izmed sekcij kulturnega društva Pavza Senica ob Dravi. V tem času so se folklornice in folklorniki naučili že 4 splete, kar je za začetnike velik uspeh. Skupino sestavlja 11 plesnih parov, 6 glasbenikov in 3 mladi podporniki. Leto 2025 je bilo za folklorno skupino Pavza več kot uspešno. Sodelovali so na različnih srečanjih in organizirali več prireditev in gostovanj. V koreografiji, ki bomo danes videli, in nosi naslov Poskočno po prekmurskih ravnicah, plesalke in plesalci pridejo na oder na melodijo Marko skače. S plesno igro plesalec izbere plesalko. Ta izbere novega plesalca, s katerim zaplešeta po zelenoj trati. Najprej se jima pridružita 2 para, kasneje še ostali. Sledita plesa Zibenšrit in Šamarjanka. V drugi polovici spleta se tempo stopnjuje. Folklornice in folklorniki odplešajo Točak in Tkalečko. Mentorica in avtorica koreografije je Tatjana Gorjup, avtorica glasbene priredbe pa Karmen Hlade. Prepuščam vam oder. Ja, ja,
Prav gotovo si vsi današnji nastopajoči in njihovi mentori svojega vsakdana ne znajo več predstavljati brez plesa. Saj folklora piše pomembno poglavje v njihovem življenju. Njihova nagrada je odziv publike. Odziv pomeni odgovor njihovemu delu, ki zajema mesece priprav in vaj. Odziv pove, da je njihovo delo opaženo, spoštovano in jim da zagon za nadaljnje ustvarjanje. Menim, da je prav, da sodelujočim še enkrat zaploskamo in jim tako sporočimo, da smo hvaležni za njihov trud in delo. Prav je, da vodjem skupin tudi v pisni obliki izročimo zahvalo in pozornost, zato na oder vabim vodji izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti Pesnica in Ruše, Sabrino Hudales in Zvezdano Remšak. Na oder pa ob tej priložnosti vabim tudi mentorje oziroma predstavnike skupin. Otroška folklorna skupina Osnovne šole Sladki Vrh, mentorica Jasna Horvat. Otroška folklorna skupina Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, mentorici Natalija in Sara Kraner. Otroška folklorna skupina Osnovne šole Jakobski dol, mentorica Štefka Kocjan. Otroška folklorna skupina Osnovne šole Janka Glazarja in vrtca Ruše, Simona Waldhüter in Anita Vauch. Folklorna skupina Korenine, Kut Svoboda Bistrica ob Dravi in Ivanka Prapetnik. Folklorna skupina Folklornega društva Lovrenc na Pohorju, mentor Aljoša Vivat. In še folklorna skupina Kulturnega društva Pavza, Selnica ob Dravi, mentorica Tatjana Gorjup. Vsem skupinam in njihovim vodjem še enkrat iskrene čestitke in še en velik aplavz.
hvala tudi vsem, ki ste na kakršnekoli način prispevali svoj delež pri izpeljavi današnjega srečanja. Želim vam prijeten dan še naprej.